Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o kamuflaži misli z energijo. Kamuflaža je nekaj, s čim zakrijemo določeno stvar, zato da se ne bi videla, zato da bi se skrila pred prvimi pogledi. In kamufliralo se je oziroma se izvaja kamuflaža tudi naših misli z uporabo energije. Kaj so misli, zakaj bi jih nekdo želel zakamuflirati in kako to, da je možno misli zakamuflirati z energijo. Kaj je pravzaprav energija? Vse skupaj je seveda povezano z našim umom oziroma umsko-zavestnim sistemom, ki je energetski sistem in se napaja z življenjsko silo našega fizičnega telesa, da pretvarja to življenjsko silo v energijo za svoj obstoj. Je orodje, za katerim lahko mi upravljamo, torej gremo v in mi razmišljamo ali si nekaj domišljamo, torej uporabljamo domišljijo. Ampak je hkrati tudi samostojna entiteta z svojim zavedanjem ter interesi in želi čim več energije proizvesti za to, da bi se razvijal in povečeval in začel nas voditi in upravljati z našim življenjem, namesto da bi mi upravljali z umom in ga uporabljali kot občasno orodje. Je sicer še več informacij glede narave, obstoja in zgodovine nastanka uma, toda danes ne bi šel v to globino. Predvsem bi razložil ta princip kamufliranja oziroma maskiranja. Energijo lahko proizvede samo na osnovi notranjega konflikta, ki ga mi dopustimo. Konflikt pa pomeni, da sprejmemo in dopustimo neko nerealno misel, ki je v konfliktu z univerzalno fizično realnostjo. Vsak delček stvarstva je enakovreden, pa je tisti, ki določen delček stvarstva lahko glede vrednosti povzdigne ali poniža. To počne na ta način, da nam ponudi neko nerealno misel. Recimo, če pogledamo travo spomladi, lahko rečemo, trava je zelena. To je realna, univerzalna definicija. Umske polarne definicije so pa v smislu dveh polov, ko delimo realnost na nekaj pozitivnega in nekaj negativnega. Recimo lahko travi rečemo, trava je lepa. To je pozitivna definicija. Ali pa lahko rečemo, trava je grda. To je negativna definicija. In to so te laži, z katerimi nas želi premamiti, da bi te misli sprejeli in dopustili, da jih naredimo resnične. To naredi na ta način, da
v našem umu proizvede misel, avtomatično misel, ki je v bistvu glas v naši glavi. In če mi ta glas začnemo slediti, da začnemo verjeti tej misli, potem jo začnemo napajati z življenjsko energijo našega fizičnega telesa in potem povzroči konflikt in energijo, ki ji mi rečemo čustva. Niso pa samo tista čustva, ki jih čutimo, celotna energija, ki jo proizvede. Kajti večina energije, recimo tam 95%, večino energije mi ne čutimo, ker jo takoj preusmeri v podzavestne in nezavestne plasti uma in jih tudi včasih uskladišči. Če mi prepoznamo določeno misel kot nerealno in si jo zavemo, da je nerealna, potem imamo mi moč, da to nerealno misel ustavimo, da si rečemo, ne bomo živeli v laži. Da pa bi nam to preprečil, takoj potem, ko proizvede misel, takoj proizvede še določen del energije, ki jo mi čutimo kot čustvo, zato, da bi nas ta energija zaslepila. Da je to kot neka vrsta diverzija, diverzantska akcija. Na ta način mi potem ne opazimo te misli, ampak enostavno samo čutimo to čustvo in potem se odzovemo glede na to čustveno energijo. Ne zavedamo se pa, da pred vsako čustveno reakcijo obstaja neka misel, neka nerealna misel. Zato je za nas pomembno, da mi razumemo to delovanje, to kamuflažo našega uma in da takoj, ko proizvede neko čustvo, da se takoj ustavimo in se vprašamo, gremo takoj pogledati, kakšno misel je pa ustvaril v našem ozadju. Da potem to misel lahko ozavestimo in da jo ne dopuščamo več, da si jo odpustimo. Kako se to naredi, z kakšnimi orodji, kako lahko to učinkovito naredimo. Glede tega vam priporočam brezplačni spletni tečaj DIP Light in povezavo do njega najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.